A veš, jaz si tako predstavljam, da ta konferenca ni narejena za nekoga, ki ve, kako v zadnji BIM laufa. Moje BIM pogovori, ki je res številka 100... Velik? 54. 54 meni se zdi. Ja, Jaka se pa pravi. Jaka je pride. Ja, 34. 54. 154. Jaz sem vse prejšnje pogledal. To bi pa bilo zdaj. To ostaja za Maxa. Zdaj se je pa Max že začel tresti, v bistvu. Zdaj pa on pakati. Ja. Ne, se mislim, da je veliko ljudi, ki so vse poslušali pogledali, sem ne v tak kratkem času. Ja, to je bilo pa kar. Ne, se jaz sem drugače že prej gledal. Veš, koliko namest Netflixa binge watchinga, veš tole pa. BIM pogovori za čez vikend. Zakaj pa ne? Ja, mislim. Mislim. Ja, nič, evo, nova oddaja, danes na temo daljeg dogodka z gostom Jako Dujcem. Zdravo, Jaka. Živijo. Ja, pravi so izgovor, da ga povabim. Tako, v bistvu, ker ni hotel sam priti, v bistvu sam, da bi tebe tlele mlel, v bistvu ne. Na prvo povabilo sem pač tako bom rekel. Okay. Ampak dej, nisi glih nov v teh informacijskih vodah, pa kljub vsemu, v bistvu, dej, v parih stavkih se predstav, da bojo vedeli, s kom se pogovarjamo. Ja, sem Jaka in delam tle na fakulteti, mislim, zgodovina moja tle je že zelo dolga, sem pa bolj intenzivno prišel nazaj, zadnje, ne, koliko sem, 3 leta sem zdaj na katedri zraven z Matevžem. In sem v bistvu prevzel delo, ki ga je prej Robi upravljal, ne. Drugače pa jaz sem povezan z računalniki, zdaj že, pač praktično celo kariero. Pa tako da rečem, za hobi se pa še malo z gradbeništvom ukvarjam, ne. To si pa zdaj dobro povedal. Vse je super, v bistvu, veš, na koncu za hobi običajno porabimo več energije, več sebe vložimo v hobi noter, ne. Veliko energije gre v ta hobi. Robi je pa res. Ne, ja, jaz sem res. Ampak za hobi delaš tisto, kar bi res rad počel. No vse, ne? Ja. Pa veš. Okay. Dobar si. Stane se razumem. Dobar si. Ne, drugače pa Jaka, v bistvu, kaj si prej si pa bolj numerika. Ja, jaz izhajam pač iz simulacij, numerične simulacije, predvsem pač stališča gradbeništva. Pa sem pa nekaj let delal v tujini in tam sem se pogovarjal tudi z drugi pač to povezani fizikalni problemi. Gorivne celice, pa take bolj eksotične zadeve. Tako da ja, numerika mi sploh ni tuja. Pa sem pa, ko smo se nekako družinsko odločili, da se vrnemo nazaj iz Švice, sem pa šel malo bolj v tak mainstream IT in smo se pa ukvarjali z razvojem raznih spletnih aplikacij in podobnih zadev. Tako da se mi zdi, da dosti razumem, kako ta BIM tehnologija tudi v ozadju deluje. Predvsej bolj kot kakšen uporabnik, ki vsak dan uporablja razne aplikacije, Revit ali pa Archicad. Mogoče jaz nisem tako vešč z njimi, ne, ampak razumem pa, kaj je v ozadju, kako baze delujejo, kakšne so povezave in tako naprej. Šokiran, ne? Ja. Čim je šokiran? In kaj zdaj? Ne, ampak zdaj v bistvu načeloma je ta glavna tema daljeg dogodek, ki je bil prejšnji teden, se pravi en teden nazaj. Povod za to snemanje je bil daljeg dogodek, zato ker smo bili vsi trije tam, pa v bistvu veliko lažje diskutirati v... Dva sta bila domčkem bolj pridna, pri tem v bistvu, koliko sta bila tam. Ne, samo eden je ustrajal do konca, kdo je bil to? To je bil Robi. Vse smo rekli, da si ti resen tukaj. Ja, ampak moramo... Za naj je to samo hobi. Ne, ampak moramo povedati, zakaj. Ne zato, ker bo karkoli z dogodkom narobe. To lahko dva povesta, ampak zato, ker sta imela druge obveznosti, da ne bo zdaj, če bo kdo gledal, ne, Aleš ali pa kdo, da bo mislil, da je narobe. Ampak ja, dobil sem se na daljeg dogodku. Kaj je prvi? Da te ne bo z kamere zgubil. Ja, jaz sem vedno čist na robu. Kak je bil prvi vtis, evo? Zdaj, Jaka je bil prvič, midva smo bila na vsakem daljeg dogodku v Ljubljani, Jaka je bil pa prvič. Ja, jaz sem bil prvič, so me že vsako leto do zdaj sem me v bistvu povabil z Daljegsa, pa nekako nisem uspel, zdaj imam pač take obremenitve tukaj na fakulteti, da pač ni znesel. Letos sem se pa pač namensko odločil, ok, bom pa pač skensil, oziroma smo malo
preuredili tele moje urnike, da sem uspel priti na Dalux. Pa meni je bilo v bistvu super, no? Iz večjih vidikov. Eno je pač, da pač uživo vidiš ljudi, s katerimi sem večinoma komuniciral, bolj ne samo preko e-maila ali pa na kratko prek telefona. Drugo je pa tudi organizacija. Jaz še nisem imel na takem dogodku, pač, kjer je veliko enih gostov, ki pač predstavljajo svoje zadeve, da tako lepo gladko teče. No. To je bilo, kar se mene tiče, vrhunsko narejeno. In pa tudi kosilo, mislim, da se vsaj mi dva strinjava, je bilo fenomenalno. No. Se ni zaprto žvati. Ja. Ne, mislim, če se udeležiš enega dogodka iz tega področja, kar fajn, da greš na Dalux dan, se mi zdi, zato ker je prejšnja leta so imeli dejansko profesionalne organizatorje, Dalux mislim, da ima nekoga zaposlenega, ena gospa je bila iz Zagreba. Ampak iz Zagreba je bila, ki običajno pomaga pa te organizacije. In je tekel brezhibno, ne? Zdaj so bili pa samo ljudje iz te slovenske izpostave, pa vse je bilo pač čisto po urniku, vse je čisto potekel, tako da očitno zdaj so že navadili sami, kaj ne vem. Ampak bilo je, mislim, jaz ponovno vedno kritiziram organizacijo, sploh če imam ful zamude. Jaz res ne maram zamude v urniku, ker si pač cel dan razporediš, rezerviraš nek čas in tako naprej. Na teh dogodkih vedno so pozni, mislim, ne bom rekel vedno, običajno so pozni. Ta dogodek se pa ne spomnim niti enkrat, da je bil morda še. Ampak so bili, mislim, kot zanimivo, v bistvu jaz sem malo kasneje prišel, pa sem tudi prišel, ampak prišel sem glih na pauzo, pa so bile pa samo 2 predavanja vmes, pa je bila spet pauza, pa je bil že kosil. V bistvu je zelo tako, zelo veliko časa je bilo namenjenega temu, v bistvu nekim odmoram, pa pol kosilu, tako da ni bilo tega, da je bilo treba pa v bistvu tisti kratek čas, tisem, ne vem, 5 predavanj noter, ki pa jasno, če en zamudi po, ne vem, 2 minute, drug pa 3, pol na koncu to se šteje na preveč. Ne? Ja, se pravim, jaz sem letos bil spet zadovoljen, tako naslednje letom spet šel, če bom lahko, no. Če bojo povabili. Mislim, zdaj, kaj bomo povedali. To, ne, se hecam, ampak tako, res, dogodek, se mi zdi, da ravno prav to razmerje med predavanji pa tistimi odmori, da smo se srečali ful ljudi. Ja, lih prav je tako, da ne ubije tega, no, mislim, hitro lahko publika ubije, če preveč tega, pa zadosti je bilo časa vmes, da si se lahko pač pogovoril. Ravno prav ljudi, tam je 100, kakor vemo, ne. Tako da, ne, dober dogodek, no, kaj ne rečem. A gremo malo čez program, da vidimo. Kje imaš svoj plan? Ne, ko mi je že zvonil telefon. Ja, ne vem. Ja, ne, vedno se začne s pozdravnim nagovorom, ne. Aleš je spet... Ne, sem doma. Ni Aleš. Pri nas ni Aleš, pri nas je Aleš, tako da Aleš, jaz se pričujem, Aleš. Jaz sem pa Aleš govoril, mislim, se ne vem, kako ga bomo omenili. Je najprej pozdravni nagovor, pač predstavajo malo kaj novega, pa spet so se razširili. Ja, zdaj koliko, mislim, da je že 650 zaposlenih. Od tega na Daluxu globalno. Pa mislim, da je bilo 700,000 aktivnih projektov, 70,000. Mislim, neka ogromna ogromna številka je bila, to sem pozabil. Ja. Ne vem, 70,000, ne vem. Lahko naj popravite v komentarjih ljudje iz Daluxa. Ampak ja, zelo velika številka. Ja, mislim vse. Očitno pač dela, funkcionira nekaterim. Ne, zato je tudi tako velika številka, tudi v Sloveniji se mi zdi, da je številka zrasla. Je bilo te govora v bistvu o tem, kako so kakšne razmerja, če so kakšne številke, koliko je Dalux, koliko so kakšne druge takšne platforme? Ne, edino razmerje, da se je spomnilo, približno polovica od teh delavcev zaposlenih v Daluxu so IT-ovci, razvijalci. Ne, programeri prav. Prav programeri, aha, okej. Se pravi, impresivno, no, koliko je. Mislim, da nekaj blizu 1000 zaposlenih, 700 zaposlenih, nekaj takega, in od tega je polovica razvijalcev, kar se mi zdi pa tako veliko. Hoče povedati, da se Dalux sam sebe prodaja v bistvu. Mislim, da se samo prodaja, produkt se sam prodaja. Ja, ali pa veliko investirajo, vse investirajo verjetno nazaj, kar dobijo v nadaljni razvoj, ne. Tako si predstavljam. Ne vem, mislim, res tako so se že tam spogledala, da je tako, to je pa res velika številka, ne. Sploh pri nas, ko si jamrajo, da ni ljudi pa razvijalcev, pa tako naprej, tam pa tako kar par 100. Ja, ampak sem verjetno gre, no, lihke je pač taka branža IT v povezavi še z gradbeništvom, ki delajo na milijardnih projektih, ne,
in pač če vzameš en majhen delček tega, ne, lahko pač dobro živiš, recimo. Ja, ali pa pač razvijaš, ali pa si prvočeš, da imaš par sto zaposlenih razvijalcev. Ja, pa v bistvu mislim dobro je. No. Pa dejansko je IT firma kot taka, ne. Ja. Ne dela nekih strojev ali kaj podobnega. Ja. Ker pomeni v bistvu ta razvoj ne bo šel razkropljen po v bistvu celi Evropi ali po svetu. Ne. Mislim, da ne. Ne, jaz tudi mislim, da ne. Mislim, da jih imajo vse dva na Danskem. Ja. A resno? Ja. Jaz sem bolj tako razumem. Jaz tako razumem, ja. Predvsem temu remote worku in gor in dol v bistvu. Ja, jaz mislim, da če hočeš kvalitetno delati, ne, da moraš imeti dost... Ja, ok. Mislim, vse ne vem. Ampak veš, kaj bi pa zanimivo, to sem se pa zdaj spomnil. Okay, če polovica razvijalcev, koliko je okay gradbenikov? To je bilo pa zanimivo vedeti. Mogoče vprašanje. Ja. Mislim, dobro. Se jih v bistvu načeloma ne rabiš prav veliko. Ker imajo toliko feedbacka verjetno, ne? Toliko feedbacka v bistvu od teh projektov in oni najbrž zahtevajo v bistvu neke nadgradne ali pa neke funkcionalnosti nove in potem pač je stvar sam, da vklopiš malo možgane pa vidiš, kako implementirati to. To me je prešilo čisto, da bi bilo zanimivo. V štartu se verjetno rabili veliko več, kot jih zarabijo. Jaz mislim, da prav tukaj na teh izpostavah nacionalnih, tako tudi v Sloveniji, tam porabiš gradbenike. Ja, ker imajo dejansko podporo v bistvu. Da prevajajo, če zahteva, pa da pomagajo uporabnikom. No pa, kaj pa se bo začelo predavanje? Ja. No, prvo je bilo, vem, da je bilo predavanje. Jaz se sam to spomnim. Cone, pa povezave z dokumenti, pa je bil en gospod z podjetja, kaj je Unico, mislim, da je bil Unico. To je še eno višji tukaj. Ja. Podjetje Unico, pa to se spomnim, da sem ga hotel vprašati, če je kje iz mojih koncev, ampak ga pa nisem srečal. Kaj za naglas? Pa naglas. Tako da jaz mislim, da nekje iz lepše strani Trojan, ampak to je samo moja predvidevanja. Ja, no, v glavnem, pač na tem danu zgodku je vedno fajn, ker ljudje uporabljajo neke funkcionalnosti v samem Daloksu na drug način, kot so bile najprej mišljene. In tu, če se spomnim, zdaj popravljam, mi da so to gledali, so v bistvu na 2D načrti, ki niso imeli 3D modela, mislim, da ga niso imeli, in so z nekimi conami reševali tako, da so zbirali vso dokumentacijo, ki je bila vezana na eno stanovanjsko enoto. Ja, tako nekaj v tem smislu, ja. No in to je bilo, če se nekateri spomniš, to je bilo ful podoben, kot je pred leti Eleja uporabila, ko so imeli skrbni pregled stožic. Ja. In so imeli na cone definirane, da so pregledovali po posameznih sektorjih tistega garaža. In meni tako, mislim, inženirski pristop je ta, da pač uporabiš tisto, kar imaš, da ti rešuje tvoj problem. In to se mi zdi ful dober primer. A pa to, mogoče če veš, to je nov feature, ali to obstaja že? Ne, to mislim, da je bilo skozi. Obstaja že dolgo. Dolgo obstaja. Mislim, ne vem, če od skozi, ampak spomnim vsaj nekaj let te cone. Mislim, to je, se mi zdi, da konc koncev taka kar osnovna funkcionalnost, če hočeš v bistvu za karkoli, no? Ja, ti moraš nekaj, mislim, lahko vežeš v bistvu to dokumentacijo na neke elemente, ali kaj podobno, ampak je posebno. No, ampak tako kot zanimivo, s tebe tam ni bilo, ampak ta gospod je povedal, da smo mogli vsako cono ročno določiti. Je se drugače ne gre, ne? Ja, ampak tudi pri spremembah dokumentov, če se ne motim, so morali pa spet ročno, da se spomniš. Ali da so mogli na vsak tloris nekaj takega, da so mogli se ročno narediti, ker je rekel, da ne vem koliko so mogli klikniti. Ampak jaz mislim, da ni bilo za spremembe, se to ima itak Dalux, da rečem permanent link, ki se spreminja če uporabaš isto poimenovanje. Ne vem točno, no, ampak je pa tam, ne vem točno, kako je bilo rečeno, ampak tam je pa tudi rekel, kar sem pa kar malo pogledal, da če imel pa 3D model, pa ne bi bilo toliko ročnega dela. Ja, se spomniš? To pa nisem čisto razumel. Zakaj ne? To mi je jasno. Ja, pa zakaj? Je zato, ker bi najbrž že v IFC-ju... A da bi na Space to vezal? Ja, tako, ne? Ok, vredno, ampak to je mogel imeti pa BIM model na prav način. Ja, seveda, ne? Po mojem, tlele gre, ti v bistvu dodajaš nov layer na PDF, ne? To je pač en objekt, ki ga daš gor, ne? Zato so najbrž dejansko ker pol ni možno pol teh kopirati v bistvu, ne, en na drugega v bistvu, ne, se mora to vsakega posebej. Verjetno bo res tako mišljenje. Ok.
No, samo tudi, če bi Ne. želel to imeti avtomatsko, bi mogel pač nekdo na prav način ta IFC izvoziti, da bi imel te IFC space, Ne, ker absolutno. drugače ne bi šlo. No? Absolutno. Pa če se spomniš, on je razlagal, da je bil tako ena stanovanja zelo full nepravilnih oblik, Ja. kar pomeni, da so zraven tudi neke druge prostore dajo, ne? Ali oziroma nek del drugih prostorov. Pa jaz mislim, da je bilo vse. Čak, nisem mogel, ročnega dela. te cone ne more biti poligonalne. Ne, vse so So, poligonalne, vse jih je povezano, Ja. ampak tako, no, Ja, mislim, dobro. ne bi mogel sam na space, ne? To ti hoče reči. Če bi bil space nek hodnik, pa bi Mhm. sam en del hodnika pripadal kaj Ja. v stanovanju, Okay. bi mogel vse neki ročno delati, no. Dobro. Ja, Razen, če bi že space Mislim- naprej tako pripravil, pa smo spet na tem, no. Ja, okay. to je. Pač zmer je del, ne. Ne moraš, en mora to narediti. Kakorkoli. Mislim, sej, v bistvu, jaz, ki gledaš kakšen malo večji model, mislim, skoraj ni jasno, no, koliko je tega narejenega noter. Ne? Mm. A veš. Ja. Ampak mislim, da je to tako, kot v bistvu še zmeraj me fascinira, ne, kako oni na gradbišču pol najdejo, kam da ne vem, armaturo, a veš, ko gradbijo. Kot dober, da bojo, ne. Pa se mi zdi, pa tam gledam, veš, kaj tam prepopteve neki gradijo, ne, Ja. pa gledam, dobri so, da tole najdejo, veš. Mm. No, sej, kot zanimivo, bil sem s študenti na enem gradbišču v Ljubljani, kjer uporabljajo BIM, ne, pa ne bom povedal na katerem. In smo prišli tja in tako hodimo po strehi, v bistvu je ravna streha, ne, pa tako kar neki en armaturni koš je, veš, Ja. da bo je stavro še betoniral, ne. Pa se pogovarjamo, koliko je BIM, pa tako, koliko je deluje, ne, pa to. In mi tako pokaže, tak, ki nas je vodil v gradbišču, poglej to, ne, jaz pogledam, rekel, no, to je BIM. Mislim, ko je BIM, ne, ja, napaka. A to je višje. Niste, brata. Ne, to je odgovor, ne. Ni. Neke spremembe so bile in so omaknjene, pa pač niso požurirali dokumenta, ne vem točno, kaj je bilo. Ampak to, ko si rekel, ne, da ti je vedno fascinantno, kako najdejo, kam je postaviti, očitno ne vedno. No, to so, Ne, vse so, naše so, ne, samo To narobe. napaka je bilo v Ja. načrtu, ne. Lej. Ampak kako, če bi jim se rešil? Ja, lej. Ja. To To pa zdaj si pa provocira. provociral, zdaj pa grdo to je bilo. Ja. No, v glavnem, zelo zanimivo predavanje. Meni se zdaj pač ful fajn, koliko eni ljudje, ko prej niso BIM-a uporabljali, najdejo neko novo funkcionalnost. So se pa dejansko odločili, da bojo uporabili in se tudi obljubijo, da pridejo čez par let pa povejo, koliko so imeli prihranka zaradi tega, ker so dalek začeli uporabljati. In tega se najbolj veselim. Kako bojo pa to pogruntali? Ja, To tudi mene zanima, ampak gospod je obljubil, da pride čez par let in da bo povedal, koliko jim je to pomagalo. Se si Dobar. bil zraven. Ja. Ne, ne. Držimo za besedo. Ja. Na 10-letnici si bil, recimo. Evo, tle me še ni bilo, nek sidewalk. Ja, no, naslednja je bila pa, no, se lahko tudi Jaka pove. Ja, na naslednja je bila pa predstavitev z VG5 in sicer gre za sidewalk uporabnost v Daluxu, kaj to točno je, s kamero na glavi, z uporabo Daluxa se sprehodaš skozi gradbišče ali pa skozi del gradbišča in pač, In ti naredi Street View za stavbo. vidiš, še lažje, Google Street View, ne. Google Street View za stavbo. Ja. Sem to bolj fancy, sidewalk. No, to je predstavljala gospodična Maša Rebernik, bivša študentka, zato sem si zapomnil. Najna bivša študentka, Jaka, takrat še ni bilo. Mislim, ful dobro uporabljam. Meni je bilo zanimivo zaradi tega, ker je tudi povedala, da so pa kasneje ugotovili, da lahko to uporablja za obračune. Mhm. A ne? Kako? Ja, za obračune, obračunski tehniki, ko Aha, pogledajo ja, obračune, ok, se gleda tiste, sprehajajo ja, in ok, pa gledajo. v bistvu lahko pogleda, kaj Ampak Lahko še bolj vidijo, zanimivo, ja. primerjajo s prejšnjim mesecem. Ja. In je ful dobro, ker so vzpostavili protokol sprehoda, ne, če se spomniš, vedno so rekli pred koncem meseca, točno na kak način moraš iti. Ja. Tako je pa ena stvar, ko je na novo, so rekli, da so ta sidewalk, Ja. da se je podaljšal čas na 6 Aha, minut, prej je bil okej. samo 3 minute Koliko možen. misliš? Aha, tako Ja, sem to 3 minute. minute poslušal. Ja. posnel, Aha. zdaj pa 6 minut. So zdaj ne vem, če ni bilo to vezano na novo kamero tudi, ali je bilo Ne, to ne, kar ne, nasploh ne. na Dalux. Nasploh. Ok, Ker so pa primerjali staro, pa zdaj Dalux podpira neke kamere, te 360 stopinjske, zdaj neke nove podpira. Sam jaz ti razumel, da je rekla, da so kupili tisto prejšnjo kamero, ja. zdaj ta novejša pa tako 4-krat cenejša pa boljša. Ja, ta novejša naj bila nekih 400, ono pa ne vem, 1000, Ja, ne, 1500, nek sej, tasga. se stvari se nija načeloma. Dobro, sam ne za toliko. Je to tako, kot da bi DeepSeek prišel, če Ne vem, po mojem osnovni problem pri teh kamerah je, da je toliko
taka količina podatkov, ki jih zajame, ne, da to je enormno, ne, kako boš ti to zajel in verjetno imajo oni neki boljši algoritem ozadje, kako to stiska vse skupaj. Dobro, to je za omejitev 3-6 minut. Ne? Ja, je pa tudi sama kamera. To je verjetno. 100%, ampak je rekla, ne, da to povečanje za njih pomeni, da so prej mogli narediti 2 sidewalka, zdaj pa enega. In to je ful velika razlika, ne, ker gleda po celi etaži v enem kosu, prej so mogli po 2 in pa imaš tudi te sidewalke razdeljene na 2 dela. Ne. Tako da ne vem, to se mi zdaj tako, njim je to ful pomaga. Ne, sej. Po meni se ti to zelo uporabna zadeva. Mislim, tudi vsak, ki ima hišo doma, ne bi mogoče rabo sidewalk v času gradnje, da vidiš sploh na koncu, kam si dal. Ne, jaz sem slikal. Pred imaš otroke. Moraš vsak teden moraš slikati, zato da nove praske ugotoviš. Ne, rajš ne. Bolj da ne povem doma, veš, pa mogo to delati. Ne, ampak je bilo pa zanimivo eno vprašanje iz občinstva, je bilo ful zanimivo, ne, ko je vprašalo, če so shranjeni tudi originalni posnetki, ne. Znaš to prevede v sidewalk in pa nimaš ti v bistvu vseh, ne? In zakaj je on to hotel, zaradi tega, ker lahko ti posnetek točno na določenem frame ustaviš. Jaz njega nisem čisto razumel, se res lahko ustaviš na določenem frame, pa točno nekaj vidiš, ampak ne moš pa kamorkoli pogledati. Lahko. Ampak je 360 lahko, ne? To sem pozabil, no. Čekaj, 360 tudi na gor snima, ne? Ja, posod. Vse snima. Dejansko pol ti v postprodukciji lahko obrneš kamero. Ne, mislim tudi. Ja, noge svoje snimaš. Ja, ne. Pa hočeš videti, kakšne... Ne, se je bilo še, če se spomniš, ko so omenili, ne, težave so imeli, da niso mogli z čelado hoditi, pa smo imeli pa kamero v roki, pa pol je bilo nekaj slabš, ker verjetno zaradi tresenja, kaj je ta zgo. Ne, po moje lahko v bistvu, mislim, ne vem, za Insta 360 vem, ne. Ne, se tam kamera, mislim, da je Insta 360. No, ona Insta 360 v bistvu zna uno palco, ki je zraven kupaš lahko, ne, uno zna upoštevati, zna odstraniti, ne. Če imaš pa karkoli drugega, v bistvu pa ne zna, ne. Tako je, okej. Tako da je mogoče zaradi tega, ne. Če se spomniš, ko je pokazal eno sliko od zgoraj, je tako, da se tak stolec navzdol vidi in zato čisto moje čelade vidi. Ja, vse normalno. Zdaj pa, če pa ni moš ti čisto nad glavo držati, ne, pa verjetno sebe. Se razmaža. Vse to je rekla. Ne, sej vanda. Ne gre, da. Ampak nekaj zanimanja z eno kamero pa ni bilo tam na dogodku. Tako v kotu so imeli čelado. Ti sem videl, na čelada. Ja, se ne vem niti kako je bilo mišljeno, kaj si dal čelado na glavo. Ja, lahko bi hodil po konferenci, ne. Sem kaj, se ne bi pa nič videl. Se ne moš pogledati, ti moš to na Darox naložiti. Lahko ti na računalnik naložiš, pa začneš obračati stvari, ne. Eno je to, pa ta nova kamera, mislim, da ima že neki en displejče gor. Ja, se to so kazali. Ampak bi bilo pa zanimivo, recimo, če bi naredili oni že prej en BIM model tistega prostora, kjer smo mi noter, pa se lahko pač dejansko sprehajal, gor pa dol. Ampak jaz moram to je ideja za naslednje leto. Jaz moram tudi vse en reči. Jaka ima pa račun TRR. Lahko tudi prek faksa. Ne, kaj se hoče reči, to, da vse lepo in prav, ampak ena stvar me pa še vedno moti, da v bistvu ti, ko nehaš plačevati davek, se to zgubiš. Ja, to je pa res ena, mislim... To smo se že tam pogovarjali tudi z enimi drugimi kolegi, ne. Morala bi biti možnost, pa zdaj, če obstaja, se opravičujem, ampak jaz tega nisem nekaj zasledil, da bi ti dejansko plačal in bi dobil pač statično kopijo tega okolja. Veš, tako kot si včasih, veš, si te dinamične spletne strani izvozil, pa si CD posnel, da bi imel pač na nek medij. V bistvu mogo Dalux Viewer bi moral imeti. Tako, no, tako. Nič ne bi mogel več spreminjati, ampak v bistvu imaš pa vse možnost, da... In vse je statično, kar pomeni, da ti ne rabiš serverja. Ne rabiš serverja, da lahko imaš kjerkoli. Lahko imaš na svojem računalniku, pa na brskalniku gledaš. Ja, tako. Ok, zdaj sam za te velike projekte, pa ne vem, kakšni giga, terabajt. Nima veze, se to zdaj daš na baza. Na SSD disk daš v bistvu, pa ne bo tam gor, ne? Tako. Ok, za shranjanje v redu, ja. Veš, kakva dodana vrednost tega, brate? To bi nek PDF, oziroma nek PDF projekta. Ne, to pa za Davos PDF projekta. To pa definitivno TRR za vse, v bistvu za tega, ker v bistvu tole pa... Čak, jaz sem prvi omenil. Ok, tvoje. V redu. Ne, ampak resno pravim... Dalux Viewer bi moral biti. Tako, ne, da imaš ti Street View za stavbo, Sidewalk, Street View za stavbo, pa recimo tudi tiste 360-stopinjske fotografije. Veš, kaj ti to vreden, ko enkrat, ko že uporabljaš... Se to najbolj vreden. Točno to. To je najbolj vreden. Pa vem, da ima Dalux funkcionalnost, da ti v bistvu
kupiš modul facility managementa, nekaj takega, sem to moraš spet skozi plačevati, to ne bo noben plačeval. Pač drugi ljudje ne vejo. Jaz mislim, da bojo plačevali velike institucije, firme, zakaj pa ne? Ne bojo. Zato, ker nima budžeta, čisto preprosto, nima budžeta. Ti imaš projekt in v projektu ti en košček, tistih par procentov nameniš, da boš ti davek splačeval, ko ti objekt predaš naprej, oni nimajo budžeta, da bojo to, veš. Ok, jaz se strinjam s tabo, zdaj mi govorimo spet, ne vem, kako že mi rečemo v BIM-u, 3, 4D in 5D naprej, ne? Zdaj, izgradnji govorimo mi bolj, ne samo 3, 3,5D, ne? Ne, to je pa, se nisem jaz mislil, ampak moj mentor Adnan Živja, če boš slučajno poslušal, ja, da rečem tle smo mi, ne, facility management pride kasneje. Ne, Dalox ima tudi module za facility management, ima tudi tiste module za prodajanje stanovanj, če se spomniš. Vse ima, ampak takoj, ko nehaš plačevati, vse zgubiš in oni pravijo, mislim, da smo že te debate imeli, se lahko izvoziš. Ja, lahko, ampak boš dobil sam izvorno do tega, nič drugo. Ampak hočem reči, obstajajo produkti, ki so samo za facility management in se plačujejo licence. Mi smo na Dalox. Ja, ampak govorim, da obstaja potreba po tem, ne? Ja, to pa je. Obstaja potreba po tem. Ampak tiste licence se ne plačujejo ponovadi kot storitev, ampak kupijo programe in imajo po te baze noter. Zato tudi, a veš... Ali pa storitev. Ampak vse vsem. Dobro, no se nima veze. Ampak to samo pomeni, da moraš ti zdaj izdalal vse izvoza, zato da boš vozil v nek tak... Pa ne moreš. Ja, okej. Pa ne moreš. In mislim, to je tako neumnost na kvadrat, če imaš pa tam noter vse, celo zgodovino vsega imaš v bistvu, ne? Zdaj, mogoče te pa za facility management zanima načeloma, ne vem, sam trenutno stanje na konc, ne, ampak ne veš pa v bistvu načeloma zgodovine tega. Pa ne, ravno to te zanima. Ja, sej, ne? Ti bi te pa morali, zakaj bi tle odrezal pa rekel, ne, ti bomo pozabili, v bistvu zdaj rabim sam ta zadnjo. Če bi kdo hotel doktorat delati, da to... Kar se mene tiče, je pač ta... To bi bilo, mislim, meni se zdi to tako. A veš, če imaš ti viewer praktično za vse, ne? Ok, tudi za IFC in ne vem, to je pa pač viewer za Dalox, v bistvu za celoten projekt pogledati. Še AutoCAD ima viewer. Ne moreš nič spreminjati, imaš pa vse. Pa ne sem, da ne moreš spreminjati. Oni bi mogli to pa iz svojih baz vendati, da bi to statične file naredili, da bi ti dejansko lahko to si shranil na svoj računalnik in gledal čisto statično, pač nobene povezave na zven, nič. Ne, lej. Čakaj, ampak a ste prepričani, da nima Dalox opcije download? Ja, ima, samo da datoteke dobiš, vse povezave dobiš, vse te opcije, vse zgubiš. Aha, okej. Ampak zato je bilo tudi vprašanje, da če ti pa na koncu, če ti downloadaš, če se ta Sidewalk tudi downloada, pa se ne. In tudi izvorne datoteke se ne, ker oni pretvorijo. Dobro, ampak hočem reči, to je nadgradnja na njihovi strani, je, sploh če imajo 300 pa 500 razvijalcev, je za en popoldne dela, ne? Da dodajo funkcionalnost, da pač še izvozijo tole. Ja, pa lahko računa, da se razume, vse to ni nujno, da je za ston. Ja, to je za plačati, v bistvu pač dobiš. Tako, pač nek znesek, lahko tudi, ne vem, 10 ur, kakorkoli, če velik projekt bo nekdo dal tiste 10,000 evrov in na koncu bo rekel, tule imaš. In karkoli bo narobe, vse lahko vidiš, ne me klicati. Ne pa tako, ko ne vem, pri moji hiši, pa sem klical čez pol leta, če sem mogoče spomnil, kje stok ven iz hiše pride. Vse sem vedel, kje je, sem bil bolj globoko, sem mislil. Jaz grem zmer sam fotke gledati, v bistvu. No, vidiš, ti imaš vsaj fotke. Jaz pa ravno te fotke nisem. Jaz nimam več. Jaz sem imel sidewalk tak manualen, v bistvu. Aha. Zmer sem klikal, slikal iz tih kotov. Jaz sem kupil že narejeno hišo, pa... mi ne pomaga nič, ne. Pa še tiste dokumente, ki imam so. Ne, pa dobesedno več, mislim, skoraj se strinjam z Jakom, v bistvu to je skoraj več funkcionalno, mislim, nekaj, ki je za samo nemogoče to v bistvu, da kaj spreminješ, ne. Hkrati bi mogli pa dejansko tako biti, lej, izvozimo vse, lej, bazo, levo, vse imaš tle. Ja. Pa se vprašaj, lej. Ne vem, pa ne pa. Veste vidva, koliko stane tale funkcionalnost pri Daloxu, pa če vzameš zdaj facility management, ne vem, celo da ni toliko drago, ne. Ne, pa to je kontinuiran strošek, ko ga ti težko upravičiš, a pa en reče, zdaj pa plačval, zakaj? To plačval. Ne, ampak... Tukaj niso ljudje pripravljeni. Pa to je ista fora, vzameš avto pač na obroke, ne, recimo pustimo zdaj obresti, ne, ali pa plačaš naenkrat, ne. Ja, samo to je približno tako, kad ti vzameš avto na leasing, ne,
Ja. In boš v bistvu vozil 5 let, pa recimo imaš, ali pa kredit, ne, za 10 let boš pa nekomu drugemu prodal, pa rekel, ne še kredit prodam. Ja, dober primerjava. Se lahko ga ne vzame, ne? Pač, Ja, pa nima informacij. ja, vem, ampak to je njegov problem pa naprej. Ampak če pa lahko, če ima nekdo možnost, da kupi avto, pa prevzame kredit naprej, ali pa da ga odplača takoj, pa nima pa tistega stroška naprej, to je ta opcija. Ne? Ja. Ja, jaz še zmeraj vidim strošek, ne? Pač še zmeraj moraš imeti ti na enem mediju, vsi vemo, Ampak da pač ti veš, kak strošek Ja. je, tam pa ne veš. Ti ne veš, Okej, boš porabil v redu. 20 let, boš porabil 30 let. To je tako blockchain. Mislim, ti ne veš, kakšna je cena transakcije. Čakaj, veš kaj, da smo šele Okej. prvem odmoru. Ne, se to imaš še hitreje. No, odmor je bil super. Odmor je bil super. Odmor je bil super. Ja, no, pa je bilo pa naslednje predavanje, je bil pa z Elvisom Steinbergerjem, tukaj mogoče niti ne bi kaj veliko izgubljal besed, ker je povedal večinoma to, kar je nama na podcastu povedal. Ja. Teda pejte na podcast, ne, na podcastu je več povedal, ker je imel več časa. Ja, pa v bistvu dejansko je kar povzel. Oziroma se mi zdi, da tle se dotaknil še drugih stvari, no, še posebej pa glede unih vprašanj, s katerimi sem jaz kar malo zavil z očmi, sicer dobro, da vam ben ne videl. zdaj te bojo. Ja, sorry, no, ampak tisto vprašanje so bilo tako, v bistvu sem... Katera? Ma, ne vem, tisto, v bistvu, kjeri objekti so zdaj to? Ja, piše, no, se piše v zakonu, kjera so. Ne piše. Ma kaj ne piše, no? Seveda Ne piše. Če bi pisal, pa ne bi Elvis tega sprašval. Se ni Elvis sprašval. A kdo pa? Na kjera? Iz drugega tira je sprašval. A ja, ne, vprašanje iz občinstva. Ok, To. tiste je pa vredno. Ti sem pa isto zavil začel. No, to, da nisem, hvala Bogu, nisem bil. Ja, jaz nisem zavijal z očmi. Pa se ti je povedal, no, sem si mislil, pa se je vse to razložil, kaj sprašuješ, da še zmeri to. No, Ampak dobro. v glavnem, Elvis ful dobro razloži. Ja. Jaz ga vedno rad poslušam. Tako da tudi tukaj je fajn razložil. Ampak v bistvu nisem imel pa, ne vem, nisem imel pa dejansko prilike, a pa lahko pa mogoče to v komentarje to napiše, kako se dejansko sprejemajo pravila stroke. Na IZS je pa na ZAPS-u. To pa na IZS. To pa. Ne? Ker če to dejansko potreben nek širši konsens v bistvu članov IZS ali pa članov ZAPS-a, bo to v bistvu več tako. Ne, mislim, da oni imenuje, da IZS imenuje neko delovno skupino, ki pripravi ta pravila stroke, potem pa imenuje še par recenzentov, da to pregledajo in to je to. Mislim, da na tak način. No, ne vem, se pravi, da ne poznam postopka, v bistvu, tako da jaz se pri teh stvareh bojim tega, da pol to takoj, ko ima preveč ljudi prstov vmes, v bistvu za to izvodeni. Ne, mislim to v ožji skupini, kar je časih dobro, časih pa ne. Ja. Tako. Ne vem. Kjer je bil pa naseden? A pa je bil že... Ja, pa so bili pa Miha pa Matic iz Dalux Slovenije. Sta predstavljala, kako bi zagotovili skladno z ISO 19650, pa Daluxom, nekaj takega. No, jaz moram tukaj reči, jaz sem pa med odmorom, zatem je bil pol odmor. Je bil pa kosilo. Kosilo je bilo, ja. Jaz sem spraševal ljudi, kdo je sploh prebral ISO 19650. Pa se skozi pogovarjamo o tem standardu in to je pač tist en in edini standard, kar se ima tiče, poleg IFC, ki ga pa res noben ni prebral. Ne? No, v bistvu velika večina podjetij tega standarda sploh nima. In velika večina ljudi ga ni videla. Sploh pa nisem niti enega srečal, ko bi vseh 5 zvezkov videl, zdaj še 6. zvezek. A je zdaj že odzoni? Ja, zdaj že odzoni. Ko pa je 6? Zdravje in varnost pri delu. Okay. No, v glavnem, 5 je security, to vem, pa so pa ni splošni pa neki. Niti enega nisem srečal, da bi več kot 2 zvezka videl. Spaj prvi pa tretji, mislim, da. Zdaj, prvi, ki sem sigurno, tretji nisem. Ne? In ne, to tako, skozi se pogovarjamo o nekih standardih, skozi se pogovarjamo, pa nobenega ni povedal. Zdaj, zakaj pa to izpostavljam? Ne? Ker to je tok pavšalen standard, na podlagi tistega ne moreš skoraj nič narediti. Ne samo, da je pavšalen, v bistvu, če se spomniš, v bistvu, ena izmed osnovnih stvari je to, da vzameš ti od tega standarda bolj manj po domač povedan tisto, kar ti paše. Ja, no, se to, no. Vse pusti odprto. Tako da je v bistvu... Da se ne bi komu zameril. Ne, v bistvu ne samo, da se ne bi komu zameril, ampak v bistvu vse jaz razumem, skoraj bi se strinjal, da je na ta način narejen, ker če bilo pa res, da moraš samo temu slediti.
Pol pa v bistvu res ne moram pač podpisati potisne, BIM je pa primeren za vse tipe objektov. Ne vem. No, ampak nekam, z Jako sva bila lani v Kanadi na konferenci, pa ne vem, Jako, če si bil na tistem sessionu. Ne, nisi bil, ker sem se skregal z njimi pod zvedo. In so neki problematični. In so imeli eni študenti kanadski, so imeli prispevke na temo implementacija ISO 19650 v realnem projektu. Spomnim se, da si razlagal o tem, ni me pa bilo tam. Jaz, mislim, v glavnem, oni so rekli, da to je vse skupaj zveze, da se nič ne da narediti, ne vem kaj vse, ne, ampak oni so totalno zgrešili, čemu je ta standard namenjen. Oni so to vzeli kot recept. Ja. Tu so pa strategije. Tako da, če jemljamo pač iz tega vidika, no, gledaj, mi smo konflikt z njimi, in pa je to izpadlo kot 45 minut prepričevanja, da jaz nimam prav, in se sam taka vprašanja postavljal, da niso imeli odgovora, in je bilo to, pa sem moral šel. V glavnem, kar hočem reči, je, da fajn bi bilo, če bi vsi, pa ne rečem, da Miha pa Matis nista prebrali, ne vem, se tisto, kar se predstavlja, pač čisto korektno, pa ne, ampak dajmo pregledati standard, da bomo pa vedeli, o čem se pogovarjamo. Mislim, Jaz ne bi kaj dosti komentiral, ker jaz ga nisem prebral, ne. Ampak približno pa vem, kaj je noter, no. Sta mi pa vidva to predstavlja, ne. Ne, ampak v bistvu en komentar na tole, na standard, pa na Dialogs, me je pa začudilo, v bistvu, no, da je to sploh bilo rečeno na ta način. Ne? V smislu teh statusov v CD-ju, kjer v bistvu Dialogs omogoča, da ta drug status, v bistvu, ne vem, shared public, pa archive, unga shared v bistvu spustiš. Oziroma nekaj v tem, če sem si prav zapomnil, ampak je tako, da imaš lahko pol sam, da je private oziroma pač v delu, ne, pa v bistvu, da je že objavljen oziroma public, ne. In tisti pa, mislim, ne vem, če glih standard dopušča možnost, da pa v bistvu ti tiste tvoje standarde v bistvu kar prilagodiš sam sebi, v bistvu, ne. Pa jaz razumem, da je smernica, pa če vzem kot smernica, ne. Meni je še vedno hecen, da sam ISO 19650 predpisuje, da ni statusa potrjen. A veš? Noben hoče prevzeti odgovornost, pač ni potrjeno. Tako, da bi se poimenoval prav status potrjeno. To je sam tek. Ampak to je vključeno v... To pravniško je razlika. Vključeno je v bistvu v teh prehodih. V vsakem prehodu gre v bistvu more čez neko potrjevanje. In ni pa... No, v glavnem, če potegnemo črto pa to predavanje, pač Dialogs se da pripraviti v skladu z ISO 19650, saj na nek način. Se da, pa se mislim, da omogoča tudi še dost kustomizacijo, da lahko še naprej delaš. Tudi drugi se vam dosta predstavlja bolj ta pojmenovanja, pa tako naprej, ampak pa te protokola, ne, ampak da se tudi druga. Ko si pa dobro, sem Matevš ne ve. Matevš ne ve. Ne bom, a greva skozi meni. Čak, v programu ga pa ni bilo. Ni bilo. Če tle sam kosilo piše, ne, veš, da tle lepo bilo pisano, v bistvu, kaj ste jedla pa. Dobre stvari. Veliko je bilo tega. Ne, sej tam. Mislim, že samo lokacija je, v bistvu se mi zdi, da je top, v bistvu, no. Primerno je, super. Mislim, lahko prideš tja, Poško Brdo. Sicer, če sem odiščko, ko sem jaz, pol težko park plac najdeš. Jaz sem bil točen, pa je bil problem. Ampak je problem je bil, da so imeli tudi eni elektrodistributerji, so imeli ful velik dogodek, ki ne bo res vse poln. Ampak vsako leto ga imajo, pa mislim, da isti. Če niso kar na isti dan. Ampak meni je super, ker v bistvu lepo na obvoznici prideš. Pa ne zamudiš normalno, se tako. Mislim, še zmeri si bim ljudje, jaz ne bom prebavil tega Brda. Mislim, letos bom pa res, ne. Kaj pa je problem? Letos bom pa res, v bistvu, enkrat smo študenti delali, veš. V bistvu tako so študenti morali pač poklikati, pa smo na Google naredili v bistvu odkot so, ne. Pa koliko ljudi se vozi v bistvu, ne, z avto. In pa smo zračunali, koliko poraba goriva na leto. Ne. Tako da letos
naslednji BIM pogovori bojo objavili, koliko smo porabili goriva, zato da smo pa nazaj. Vse, da se razumemo, vse lokacije tam je ful lepa, pa vse, pa vsakič je lepo, pa vse, ampak ne vem, jaz sem pol ure dlje, kot do Ljubljane, ne? Yeah. Pa ljudje so iz Maribora, ko mi to pa še pol ure dlje, lani vem, da so nekateri kazni plačevali, a veš, ko se jim je mudil, pa tako. In je tako, pa zakaj ne moramo imeti nekam nasprotne? Mi je pa že enkrat na lepši strani Trojan, tako da res. Da ne bilo vedno samo na Brdo. Če spomniš, prvo je bilo v Lendavi, pa je bilo Maribor, Ljubljana, pa je bilo pa skozi na Brdo. Ne vem, jaz bi pa tudi kaj na more šel. Vse, ne, ampak pa maje se znali že kopati, tako pa sem zanj šel. Čeprav ne v turistični sezoni. Ne, vse maja. Se ni. Konc maja je glih ta prava. V neoprenu. Pa tudi zdaj le, marca, april se tako kopati. No, prav, jaz se kopiti, jaz bi šel pa sam na morje gledati. To ne vem. No, gledam, pa kosilo sem pa sam ostal, ne? Ja, zdaj pa sam še ti. Ja, zdaj pa ne, pol je bilo pa ena predstavitev, mislim, okay. 200 bila še, ena bila od stanovanjskega sklada, ena bila pa potem od najšega kolega Metoda iz Kolektor, kaj zdaj Kolektor, Holding še vedno, ali Kolektor grupa, ne vem, kaj so. Kolektor. Metod s Kolektorja. V glavnem zdaj... Pri Metoda lahko sam rečeš sam Metod, veš. Metod, ja. Zdaj, mislim, jaz si kaj bistvenega nisem zapomnil, zdaj stanovanjski sklad super, pač neke prednosti so videli porabi Daloxa. Ne vem, jaz se sam spomnim, da pred leti so oni bili na Bexelu, zdaj so očitno usporedno začeli še Dalox uporabljati. A bomo, mislim, lahko mi pojasniš ti ali pa nekdo drug, v bistvu je to ena na ena? Ni ena na ena. Ne, ampak Bexel je neki... Ampak tudi ponuja za neke take funkcionalnosti, kot jaz vem. Ne vem, ali so še na Bexelu, ne vem, tukaj se pač predstavlja Dalox. Metod je pa predstavljal pač za te kompleksne projekte, kako upravljajo dokumente. Vem, da ga potem izval Aleš ga je izval. Če lahko povem, Metod, koliko imajo dokumentov aktivnih na drugem tiru in je povedal pa neka taka enormna številka, sploh ne vem. Vsako leto pove, koliko dokumentov imajo naloženih na drugem tiru na Daloxu, je res neka ogromna številka, neka ogromna cifra. Tako da očitno in tam funkcionira. In tudi izpostavil, da bi zelo težko brez tega sistema karkoli narediti, ker ne bi mogel spremljati. Ne, to je tako. Mislim, mene vidim, v bistvu vsako leto je Metod pač pride povedati tudi za BIMA Plus, tele študenti so nekako uči odpirajo. Ker dejansko jih fascinira v bistvu in s temi številkami, ne, in pol, ne vem, tako 2 klika pa začne rotirati iz model tam, ne vem, celega drugega tira, ne, v Daloxu notro in sam odpirajo oči. Tisti model je res, ne, ampak spet, ko bo konc projekta, jaz ne vem, kdo bo to plačeval, ne, in tam bo vse zgubili. Oni imajo noter, a veš, recimo, zdaj se mi pogovarjamo o teh modelih, ne, oni imajo noter kraške jame dokumentirane, ki so jih postavili noter v BIM model. To zdaj, če ne bo zgubili. Mislim, se lahko postavijo nazaj na nekem drugem sistemu, pač če združiš. Jaz mislim, da je v interesu, no, pač vsaj teh vzdrževalcev, ne vem, železnica, pa pač avtocest čez tak projekt, ne. Kdaj se konča drugi tir? Čez 2 leti, ne? Ne vem. Ok, Jaka, čez 3 leta na BIM pogovorih pa bomo vprašali, če se še plačuje lahko, ampak jaz mislim, da ne bo šlo nič, no. Vsa ta dokumentacija. Jaz sem pa precej prepričan, da bo šlo. Ja, v bistvu bi bilo zanimivo, v bistvu se nebrž pri Kolektorju so že končali s kakšnimi projekti, ki so Dalox uporabljali, ne? No, dajmo. Pa bi bilo zanimivo slišati v bistvu. Se pravi, Metod, javi se, prosim, da... Ja, sporočijo, imate v bistvu, plačujete še zmeri za projekte, ki so se že končali. Tako. No, pa da vidimo. Lahko pa stave pobiramo. Malo. Zdaj, tle ne dam roke v ogenj, veš, vse je Kolektor v bistvu pač, ne veš, tako. Ampak, v najboljšem primeru bi plačeval do konca steka garancijske dobe. Ja, ampak investitor bi pa po mojem vse... Ampak investitor že zdaj ne plačuje. Mislim, da na drugem tiru Kolektor plačuje. A je tako je? Ja. Okay, to. Na koncu v bistvu investitor skoraj ne vidi, ali pa vsaj v začetku ne vidi. Ni videl. Mislim, da je tako, da oni plačujejo box, ta field plačujejo pa Kolektor. Nekako tako je, no. Pač ne vem. Ne vem. V bistvu tle se pogovarjamo o nekem plačevanju, po bistvu. Pa sploh nismo zdaj. Pa ne vemo nič o tem, ne. Pa dobro, se vse oblako lepo. Zakaj pa ne bi še ta pogovor?
Jaka, ti si tak dober gost. Nemaš pametno. Razumem. Ja. Ne, kar hočem reči je, no, da dogodek se je spet na uro končal. Po programu je bilo 13:45, končal se je 13:46. No, Ampak super. 1 minuto in pa tam, ker na koncu smo vsi tako pogovarjali. Kot kaj drugega. Ne, super je. Ne, super je bilo res. Mislim, to, da spoštujejo časovnico ali pa program, ki si ga sami postavili, je pač spoštovanje od tistih, ki so se dogodka udeležili. Zdaj, videli se pač je, da ljudje lahko na to računajo in so tudi pršali. Ker dogodek je bil danes ob 2, je bilo konec, si hotel si lahko šel. In to se mi zdi super. No. Tako, ravno prav, količina ravno prava, dolžina ravno prava. Tako da, kaj ne rečem, upam, da bo še naprej to furano. Skratka, naslednje leto smo spet tam. Ja, No, super, da ja. Bomo videli. No. Jaz vedno rečem, ja, smo razni, če nismo. Ne. Ja. Pač nismo. Na koncu zmer kaj zalomljeno. Ja, čeprav ne, na daljih dogodkih sem bil vse. Pa mislim, da na CGS konferencah sem tudi bil vse. Kar jih je bilo. Pa na CBIM tudi. A so zdaj sploh še? Ne, na CBIM pa nisem bil na vse. Enkrat Kako sem nisi bil bil? nekaj tujini. Aha. Enkrat ali dvakrat sem bil nek. Ampak ja, na vseh, ker sem mlad bil. Ja, Tako da ja, pohvale za dogodek. Jaz upam, da bi dobili odgovore na to, kaj se lahko naredi, pa kaj se lahko izvozi. ja. Mhm. To bi bilo dobro. No? To bi Oziroma, bilo drugače bomo pa Aleša enkrat spet povabili Ja. v Ali pa Matica, ali pa Miho, Tako. ali še že bil. Pa bo bolj iz prve roke lahko povedal, kako to gre. Tako. Pa če še kaj druga obstaja za Slovenijo, vsi sem dalek se uporablja. Mislim, da imajo zdaj kar velik tržni delež. Zanimivo v bistvu, ne? Mislim, to mene zmeraj fascinira, kako en tak software ko de facto standard postane. Ja, Pač v ampak nekem okolju, vse je logično, vse vedno rečem. Edini so, ko imajo podporo v slovenskem jeziku. Vse, Pa mi kaj zdaj- uporabniki rabijo. Kaj, slovenski jezik je ta glaven? Ne, ampak Pa ni, imaš koga poklicati in ti pomaga. Pa funkcionalnost vsa, Tako. zakaj so To pa je- Windowsi, ne? A veš, pač so bili takrat en prvih, ki so pač Mislim, furali to to. ni prvi, veš, en je bil Viewpoint for Projects, je bil prvi, ko ga je CGS tržil, če se spomniš. Ja. So bili prvi, pa so se pa kar umaknili. Ja, mislim, rabaš ljudi Najbolj v so- zadnji, najbolj ki so- porivajo to, ne? A veš. Ja, ampak se mi zdi, da se tle ne vem, koliko je Aleš, bo lahko Aleš pove najbrž enkrat, koliko se je dejansko tako vključil, ampak tako od zunaj, ki mačkam gledaš, se mi zdi, da je to je bilo kar tako naenkrat. Ja, Veš, ne. brez neke hude reklame, ali pa jaz nisem, ne vem, a veš. Očitno na Facebooku dosti ne gledam za Dalokso. A smo mi sploh povedali, o katerem Alešu govorimo? Aleš Korbar, Korbar, kaj ja. je vodja Daloksa za to regijo. Ne, za to regijo. Mislim, no, Ja, no, sem tako, da bomo vedeli, o katerem govorimo. Ja, zdaj ne vem, lahko povejo, kako so rasli. Ampak vem tako, da je najprej začel eden, potem je dobil pomoč Miho, zdaj so že 3, ne? Še Matic. Tako da očitno je potreba, ne? Pa dosti strank. V redu, Torej, to je to. Kaj? To je to. Se vsi strinjamo, da je bil fajn dogodek. ja. absolutno. Tudi če nisi bil na kosilu. Tudi če nisem bil na kosilu, verjamem, da bo zelo dobro. Verjamem na besedo čisto. Naslednji dogodek bo pa Sibin konferenca. Ja, zdaj smo že tokrat reklamo naredili, v bistvu, da pa zdaj že vsi veste, kdaj to je. Ne? A veš, Vem, 22. 22. maja. Še malo pa bo. Kje pa? Brdo. Brdo. Brdo Pa pri prijave Kranju. so že odprte drugače. Aha. Tako da, ja. Jaz sem se že prijavil. Tudi jaz. Tako da, sledi še kak napovednik, pa kaj do takrat, verjetno. Ja, imamo, Pa še kakšna druga oddaja. imamo kar nekih, ne vem, zdaj smo nekaj ratali, tako pa lepo na 14 dni tole delamo. No, pa še to moram povedati, da na dogodku zjutraj je prišel par ljudi do mene, se pritožil, da ni delal RSS. Jaz sem kriv, sem kriv. Oziroma menjava strežnika, pa naj nesporazum, bom tako rekel. Matevž je vse odložil, pa je mislil, da na pravo mesto, ampak ni bilo na pravo mesto. Ja, jaz sem bil zelo prepričan, ne, pol, okay, ne. Ne, v bistvu sem pa hotel nekaj drugega reči, ne, tako da se upravičujem vsem, ne, ker sem imel kaj za pripomniti čez zvok. To je to. Ta je moja krivda, absolutno. Ne. A danes bo delal? Kako je?
To je tako, dokler ne dobim telih stvari v računalnik, ne vem. Ne. Lahko če bi imel tam le še en monitor zraven, da bi mogoče. Ampak, Matevž, ti si izmislil video. Ja, se prevzame, absolutno. Jaz sem bil zelo krivda je moja, v bistvu samo pač, ker hočeš to najboljš narediti, pol na koncu ne kompliciraš, tako kot se je danes spet videl. Ne. In to, kar nekaj doma delaš, pol pa v bistvu sem prideš, dela. Tisto, kar je zanima, da je lahko slišal, tisto, kar pa ni, je pa pač... Upam, da bom. Iskreno upam. Še enkrat takšnega settinga, tako sproščenega, ne moramo pa ustvariti. Kako rečejo, koliko para, toliko muzika. Jaka, hvala za udeležbo. Ja, hvala za povabilo. Zdaj te moram spustiti, ker me bomo šolo. Še minutko imamo. Kaj, naslednjič pa spet v kosilo na Sibium konferenci? Kaj? Ja, imamo podcast. Ne, to bomo morali prej. Se imamo kolegico, 2 pisarne stran, kjer... ti zbo pa druge teme. Morajo druge teme biti, ja. Pa bomo pa definitivno spet malo govorili. To so zdaj sami taki cliffhangeri. Ja, pa še en mail sva dobila, ki je pa definitivno... Jaz sem komi čakal tak mail, ne, da imamo... Pa mora biti pred Sibiumom, da bomo pa spet poslušali. Ja, absolutno, to je zdaj skoraj naslednja oddaja. Bomo en mail obdelali. Ja, zdaj že jako zanima. Zdaj me res zanima, ja. Sam hočem vprašati, pa ne bom. Ne smeš, to samo offline zveš. Se vidimo, ne? Ja, lepo sem vedel. Adijo, čau. Pa je se meni navadil. Vse sem pa čez 1 uro. Ja, da smo zdaj back to back. 2 urci. Zdaj pa poglej čez zvok s tebe. Čakaj, se sploh nisem snemal.